Sem si rekla, bom naredila en video, kjer v bistvu greste z mano skozi dan, ampak sem si začela delati make-up in zdaj izgledam kot ghost in se šele zdaj začela snemati. Ok, gremo se prvo spremeniti v decent človeka, pa vam povem, kakšen je plan za danes. Let's go! Make-up je končan, zdaj v bistvu jaz tole samo še na hitro pospravim. Živijo mutjo? Lučka? Ne. Ok. Zdaj na hitro pospravim in gremo v Velenje, prvo bom eno urico skozi to. Pa prije v bistvu fotograf, ki jo boste spoznali in se bomo večkrat pogovarjali in boste videli, kako pač poteka v bistvu en tak fotoshooting. Odgovoril bo na ene par zanimivih vprašanj in se bomo imeli fajn. Kakorkoli se vidimo kasneje. A veste, kjer je edini kraj na svetu, kjer lahko dobiš snežno slepoto sred poletja? Velenjska promenada! Kako to sovražim, prav. Sreče, ne rabim več vsak dan tu hoditi, ampak... Jaz rabim. Drugač pa tukaj je Kosta. Kako ustvarjati dobre fotke, kako biti awesome fotograf. Boste videli. Tole je fotograf. Na Instagramu ga lahko najdete pod imenom Claritist. No, sem Jan Rozman, 18 let, sem v bistvu srednjo šolo za Ljubljana Maribor, sem doma blizu Gornje Radgone. Awesome. Prvo, najtežje vprašanje, kdaj si začel ukvarjati s tem? V 9. razredu. Vedno mi je bilo zanimivo, ker je moja botra vedno fotografirala in prosi še meni kupiti neki mali digitalni fotoaparat, da si začel pač tako malo delati slike v foto. Kaj najraje fotografiraš? V bistvu vse. Začel sem z naravo pa z mesti pa takih in da nisem nikoli slikal dansko portreto. Zdaj pa tako en teden nazaj sem začel s portreti in sem tako dober feedback dansko dobo in ja, verjetno imam tudi dobro tako portret. Šele en teden? Wow, ok. Kakve imaš kaj nasvete za začetnike, tek recimo, ko nekdo prvič res vzame fotoaparat v roke? Dejansko gledaš čim več YouTube posnetkov, takih tutorialov, kako slikati, pa da te navadne, pač da se seznaniš s temi osnovami, tako pa da enostavno čim več slikaš. Tako se in the bushes hajda. In smo prijateljico srečali, ali pa prijateljo, ne vem točno kaj je, ampak živijo. Koliko časa posvetiš svojemu Instagramu, v bistvu, kako tvoj feed izgleda? Tako, kot sem rekel, en teden nazaj sem si komu naredil profil z tem portreti in ja, dejansko cel dan grem slikat po šoli in pol prijem domov, grem preveč slikanje ura 8 in pol še ne vem, kako grem domov spat. Kaj se ti zdi največja napaka začetnikov? Da dajo tako na fotoaparatu na zeleno, na A, na avtomatsko in pol začne slikati in misli, da ful znajo. Ni. Tako treba vedno dati na manual in se naučiti, kako slikati na manual, ker imaš tudi različne profile. No, zdaj se oni fotkajo in meni je rekel, če se lahko tule usedem. I mean, why not? Če mi že ponudiš, da se lahko usedem do the best thing ever. Počivam moje nogice, stare nogice. Kaj bi dali brez mene, ko je ne bi rekel za tale kraj slikanja, ne? Uje! Jaz še kar pozivam, pa se kar obrne, pa gre stran, se ne mora vedeti. Tudi ta vljudnost od tih otrok od nas. Se tek sam s sabo pogovarjam, se vem, kako je drugi medtem, ko mene sreča. Kjer je najboljši program za urejanje? Lightroom in Photoshop. Jaz tako cel čas preverjam v Lightroomu in ja, da to druga ni za mene. Tudi najpogostejše vprašanje je itak, kako opremo uporabljaš. Tako da vidim, da imaš tule eno orang mašino, kar je veliko boljš kot moj, te da kar povej v bistvu. Ja, to je Canon EOS5D Mark III, kupil sem ga tako eno leto nazaj. To pa imaš objektiv 85 mm 1.4 od Sigme. Nič dejansko ni posebnega, isto kot vsi fotoaparati. Tu se klopi. Ne vem, ta fiksen objektiv to pomeni, da ne moreš zoomirati, da samo ostrino štelaš. Polja, kaj imaš tu? Tu imaš galerijo, nastavitve, tu lahko štelaš, v bistvu imaš tu zgoraj še to večino fotoaparatov tu nija, tu štelaš
ne vem, čas, zaslonko, ISO. In ja, v bistvu je tak preprost fotoaparat, stal je pa 2000 evrov, se mi zdi. Tu. Ok, awesome. Vsi fotoaparati, če smem samo noter, ne stane 2000 evrov. No, sam pravim, da v bistvu je isto kot vsi fotoaparati, ampak razlika je pač v senzoru pa v, ne vem, različnih drugih funkcijah, ampak je dejansko vse isto. Zdaj pa še primerjava z drugimi fotoaparati. Tule je prvi telefon, tule je Huawei P10 z 20 megapiksli. Naslednji je moj iPhone 10 z 12 megapiksli. In pa še moj Nikon D5500, ki ga v bistvu uporabljam za snemanje videov. In pa še Janov Canon EOS 5D Mark III. In tule lahko vidite še primerjavo med urejeno fotko in pa neurejeno. Evo tole še primerjava vseh skupaj in ja, to je to. Kaj je tvoja največja motivacija za fotografija? Instagram. Tak, čim več gledam teh Instagram profilov drugih fotografov in se tak navdušim. Jump! Ej, koliko stopnic si šla danes? Ej, mislim, da se bo navlčila stopnic za 31 let danes. Zdaj smo šli na malico. Dober tek. Pijanc. Evo, to je bilo to. Midva smo se od Jana poslovila. Zdaj pa gremo počasi domov in grem jaz urediti tale video. Pa mislim, da imamo glih prevoz. Ja, glih nas čaka tule. Evo. Tako da, gremo. Evo, tu imamo Valerijo. Pomagaj. Pa 3 minut, gremo 3 minut. Prsta. Oju! To je Kostova nečakinja. Tole je bilo to za danes. Pejte followajte Claritist na Instagram, followajte še mene. Lepa hvala. Upam, da vam je bil danes video koristen. Če hočete še več takih videov, komentirajte dol spodaj. Glede vprašanja tedna, pojma nimam, verjetno bom izbrala kar en komentar tedna. Noč drugega. Uživajte folk, fajn se imejte. Lajkajte tale video, če vam je bil všeč, subscribajte se na moj kanal in se vidimo. Wow, pojemo, makadamu moramo hoditi. In se vidimo naslednjič. Čau!